V rubriko Glas ljudstva nam je pisalo kar nekaj gledalcev z resnimi težavami, a našo pozornost je ta teden popolnoma prevzel problem ruskega milijarderja Mihaela Friedmana, ki se je pritožil, da zaradi zamrznitve sredstev ruskim oligarhom mora zdaj preživeti s pičlih 3000 evrov na mesec. Ker se v našem uredništvu na varčno upravljanje z denarjem spoznamo toliko kot na treniranje kengurujev, se pravi presenetljivo malo, smo za nasvet poprosili človeka, ki se je z enako težavo spopadel že nekaj let nazaj. Oligarhu Mihaelu odgovarja naš najljubši gospod predsednik. Mihael, z televizije so mi posredovali vaše vprašanje in moram priznati, da me je zmrazilo. Da človek ima 200 evrov, zgubi 100, to je grozno. Da nekdo, ki ima milijarde, pristane na 3000 evrih, to je pa katastrofa. Brez besed sem. A vendarle, sem tudi profesionalni politik, zato bom vseeno povedal nekaj zadev. Čeprav sem predsednik, dobro vem, kaj pomeni trdo delati iz meseca v mesec. Dobesedno. Imam namreč koledar, kjer so me fotografirali, kako opravljam različne poklice. Frizer, delavec, hlapec na kmetiji in tako dalje. Najmanj 12 jih je, toliko kot je mesecev, kar je zanimivo. Kar želim povedati, bil sem mandatar, predsednik, animator na motorranski četvorki, a še nikoli nisem bil milijarder. Zato si ne morem predstavljati, skozi kakšno obdobje greste zdaj, a vseeno bom poskusil. Ne poznava se, a čutim, da si deliva spoštovanje do drobnih enostavnih užitkov, ki jih daje življenje. Užitkov, ki v resnici ne stanejo nič. Sončni zahod, morda na 60-metrski super jahti ali na privatnem tihomorskem otoku, a vendarle sončni zahod. Iskren nasmeh otroka. Na štadionu, na katerem je 20 000 otrok, ki vsi mahajo tebi z majhnimi zastavicami. To so tiste drobne stvari, ki nas opomnijo, da življenje ni samo denar. Tudi denar, a ne samo denar. Pomembne so majhne stvari. Diamanti, tartufi in tako dalje. Mihael, ne vem, koliko me poznate, a sem zelo direkten človek. Ne maram okolišiti. Ne želim se vrteti kot mačka okoli vrele kaše. Jaz enostavno ne ovinkarim. Zato bom direkten. Pridejo tisti dnevi v desetletju, ko je treba kaviar mazati malo tanjše. To morate kuhinjskemu osebju naročiti, ker oni drugače ne vedo. Pridejo pa mažejo, kot da je argeta. Ne. Treba mi je to povedati. Treba je znati biti vodja. Če je treba, tudi v odločilnem momentu, udariti po mizi. Razen, če gre za stekleno, klubsko mizico. V tem primeru ne. Jaz sem se to naučil na težji način, Mihael. Samo zato, da se vam ni treba. Naj zaključim. Vse hudo enkrat mine. Tisto dobro pa, če imaš srečo in veze, kar traja in traja. Zato ne skrbite. Tudi 3000 evrov ni malo, če pridejo sami od sebe. Hvala, pa srečno. Rebeka, dava en selfie. Pred predsedniško palačo. Prvič. Čakaj, ključe imam, denarnico imam, telefon imam, sem kaj pozabil. Ja, a subscribe si se? Točno. Evo, što sem pa pozabil. Takoj naredil, da ne pozabim, ja.